Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Tukaj imam preprosto kratko sporočilo. Prejeli ste, kar potrebujete. Ali se lahko obrnete k svojemu sosedu in mu rečete, prejeli ste, kar potrebujete? Recite, prejel sem, kar potrebujem. Veste, strah nezadostnosti je verjetno eden izmed največjih strahov, ki ga imajo ljudje. Naj vam še enkrat ponovim, strah nezadostnosti ali da nismo dovolj je tisti strah, kot naprimer, jaz nisem za to, jaz ne morem, jaz res ne bi, veliko mi še manjka. Takšno in podobno mišljenje nas okrade resnice in tega, kdo v resnici smo v Kristusu. Mi moramo razlikovati med tem, kdo smo in kaj počnemo. Kajti, če verujete v Kristusa, ste vredni veliko več, kot pa napake, ki jih napravite. Mi se poistovetimo z njim. Mi smo v Bogu in on je v nas in vse, kar je njegovo, imamo tudi mi. To je naše po postavi in položaju, to smo prejeli pri ponovnem rojstvu in skoraj vsak dan svojega življenja hodimo v tem in črpamo iz tega. Skoraj da dobesedno postajamo to, kar že smo. Postajamo to, kar smo že v osnovi, vendar smo to med tem, ko smo še v procesu nastajanja. Amen. Veliko stvari je, ki jih imamo, vendar ne verujemo zares v to. Mi hočemo, da najprej vidimo, Bog pa hoče, da najprej verujemo in jih bomo potem videli. Strah pred neprimernostjo. Bog nam bo vedno naklonil to, kar potrebujemo in bomo zmožni storiti to, za kar nas je poslal, da bi storili, če se bomo le naučili, kako se z njim strinjamo. Če Bog pravi, da to že imam, potem to imam. Če Bog pravi, da sem, potem sem. Ni pomembno, kako se počutim ali kaj mislim, niti ni pomembno, kaj drugi pravijo. Kajti, če Bog pravi, da nekaj imam, potem to zares imam. Vsakdo naj reče, sem že prejel. Poglejmo 2. Petrovo pismo, 1. poglavje, 3. vrstica. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost preko spoznanja tistega, ki nas je poklical v svojo slavo in svojo izvrstnost. Vi veste, da beseda slava pomeni prikazovanje ali razglasitev nekaj najboljšega, kar pripada Bogu. Želim, da ponovno pogledate citat. Njegova božanska moč nam je po milosti in usmiljenju, ne po tem, kar bi mi storili ali da bi se mi trudili. Podaril nam je vse stvari in nas obdaril z vsem. Recite vse stvari. Vse, kar je potrebno in primerno za življenje in pravo pobožnost. To pomeni, da nam je Bog dal vse za življenje, najboljše življenje, ki ga sploh lahko živim. To je storil zato, ker je on dober in ne zato, ker bi bil jaz dober. Vsakdo naj reče, sem že prejel. Janezov evangelij 16, 15. vrstica. Recite vse. Recite vse. Vse, kar je od očeta, je moje. O, kako čudovito. Z vami hočem biti poštena. Moram vam povedati, da čeprav tukaj stojim in vam to berem, ter vsem srcem verjamem, pa vendar ima moj težave s tem. Mislim, to zares verujem. Vendar ima moj s tem težave. Takšna je ta stvar. Če bi se zares naučili živeti iz svojega srca in ne iz naše glave, potem bi bilo vse v redu. Če bi se naučili živeti po srcu, namesto iz glave, kakšno življenje bi lahko imeli. V srcu verjamem. Zares verujem, da imam vse, da lahko živim zmagoslavno življenje. Ne počutim se vedno tako, ne ravnam vedno tako, vendar verjamem, da imam, kar potrebujem. Zares verjamem, da lahko storim vse, kar moram storiti po Kristusu, ki je moja moč. Vedno sicer ne mislim na to, vendar verujem.
Dajte eno roko na vaš trebuh in drugo na vrh svoje glave. Kdo izmed vas ve, da je velika razlika med tema dvema deloma telesa? Torej, če živite iz tega, ali vam je kdo že rekel kdaj, veš, to mi je zraslo že vrh glave? No, zadnja stvar, ki si jo želim, je, da bi poslušala neke informacije onkraj zdrave presoje, nekaj vrh glave. Dajte mi nekaj, kar je globoko v vašem duhu, dajte mi resnico in ne samo to, kar mislite. Vse, kar ima Oče, je moje. Zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. To pomeni, da nam bo Sveti Duh vse predstavil in razodel. Jezus pravi, glejte, vse, kar ima Oče, je moje in jaz vam to dajem. Vsakdo naj reče, jaz sem to prejel. Vendar, če sem zares pozorna na razširjeno izdajo, kjer pravi, da je Sveti Duh tisti, ki nam razodeva, izpoveduje in posreduje. Zelo mi je všeč to, da posreduje. Če hoče kdo dobro in natančno posredovati naprej, mora biti na drugi strani tudi sprejemnik. Veste, kaj vam povem? Da sem se naučila biti dober sprejemnik. Ne poskušajte mi ničesar ponujati, če nočete, da to tudi sprejmem, kajti jaz sem dobra pri tem, zelo dobra. Veste, včasih boste poskušali blagosloviti ljudi in bodo ti rekli, ne, ni treba, takšne države jaz že nimam. Jaz sem bolj nekaj takega, ja, hvala vam. Amen. Predvajam sporočilo po televiziji, ki spreminja življenja ljudi. Vendar, če nimate TV sprejemnika v vaši hiši, tega ne morete sprejeti. Vidite, mnogi izmed nas še vedno poskušajo pridobiti nekaj, česar zares ne potrebujejo. Moramo končati in se zavedati, da v Jezusu to že imamo. Mi pa to prejemamo, ker nam je On to dal. Vse, kar moramo reči, je, jaz to prejemam. Kako to sprejemam? Tako, da verujem. Če študirate besedo verjeti, pravzaprav pomeni, da nekaj prejmemo in obratno. Če verjamem, tudi prejmem. In obratno, če prejmem, potem tudi verjamem. Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. Danes vam hočem govoriti o veri. Ne vem, kaj vse se bo danes zgodilo na svetu, vendar karkoli je že, se tega ne bom bala, kajte verjamem, da nam bo Bog dal, kar potrebujemo ob tistem času, ko bomo potrebovali. Mogoče se bodo zgodile le dobre stvari, ne vem. Vendar, če se slučajno ne obrne tako, potem imam že sedaj nastavljen svoj To nam govori Sveto pismo v Kološanom 3. Dobro, Gospod, upam, da bom dobila vse, kar hočem, vendar če se to ne bo zgodilo, potem sem se že odločila v svojih mislih, da bom lahko kljub temu srečna. Dajte no. Odločila sem se, da bom verovala vate, pa čeprav ne bom doživela ozdravljenja tukaj na zemlji. Ne vem, mogoče sem stopila malo predaleč in sem stopila v trenutek slave, vendar verujem, da sem že ozdravljena. Vem, da mi tega nihče ne more vzeti. Postavila sem tudi svoj da moja vera ne sloni na tem, kar vidim tukaj na tej zemlji. Neka gospa mi je nekoč med kosilom nekaj povedala. Poznam jo že zelo dolgo. Ona je žena vere, ljubi Boga, ona moli, se razdaja, pa vendar je njen sin odvisen od heroina, od mamil. Karkoli je poskušala napraviti, je še vedno delal slabe stvari, napačne stvari. Vprašala sem jo, kako je, odgovorila mi je, da je v zaporu. Prestala je vse mogoče stvari. Imela je probleme z živci, veliko je skrbelo glede sina in končno je spoznala, da se mora ustaviti ali pa ji bodo njegovi problemi ukradli njeno življenje. A vam lahko nekaj povem? Ne uničujte svojega življenja zaradi slabih odločitev nekoga drugega.
Rekla sem, ne uničujte si svojega življenja zaradi slabih odločitev nekoga drugega. Ne morete prisiliti nekoga, da ljubi Boga. Tako sem ji rekla. Kako pa shajaš? Rekla je, veš kaj? V redu sem. Rekla je nekaj, kar se mi je zdelo zelo dobro. Rekla mi je, veš, Bog ali ga bo ozdravil in bo poskrbel za to, ali pa tudi ne. Vendar jaz sem v obeh primerih v redu. Nekateri bi se sedaj mislili, a ni v tem kakšen dvom ali nevera? Ne, vi veste, kaj pravi. Ona pravi s tem, da ne more nadzorovati njegovih odločitev in Bog prav tako ne more. Bog bo napravil vse, kar more, da bi se fant prav odločil, če pa se to ne zgodi na ta način, je ona že napravila odločitev, da ima rada Boga, da bo srečna, da bo prinašala dobre sadove in ne bo dopustila, da ne bi verjela zaradi tega, ker fant ni na pravi poti. Dajte no, mislim, da nekdo danes to potrebuje. Nekdo bi se moral danes tega oprijeti, ker dopustite, da dejanja drugih ali pa to, da se za njih izkaže za dobro ali slabo, narekujejo vašo srečo ali nesrečo. Mi gledamo na vse te stvari, postavimo svoj jih premišljujemo in hočemo vedeti vzrok. Ne vem, zakaj je to, zakaj. A vam lahko nekaj povem? Zakaj je na tem svetu vedno veliko vprašanj, ki jih kar naprej ponavljamo? Zaupanje vedno zahteva odgovor, na katerega ne morete odgovoriti. Vedno bo nekaj, česar mi ne razumemo, če bomo imeli vero v Boga. Strah, da smo neprimerni, je samo neka druga oblika, da rečemo. Strah me neuspeha, strah me, da nisem dovolj, strah me, da nimam vsega, kar je potrebno, torej rajše sploh ne bom poskušal, kot pa da bi izvisel. Pregovori 24:16 vrstica. Kajti 7-krat pade pravični in spet vstane. Recite, ponovno vstanem. Vendar ljudje, ki zares razumejo, kdo so v Kristusu, če vi zares veste, kdo ste v Kristusu, potem to ni osnovano na vaših občutkih. Veste, včasih pridem sem in se počutim zares maziljenja. Počutim se, kot da lebdim. In včasih pa pridem sem in se sprašujem, kaj bi. Veste, moram stopiti čez te občutke, vedeti moram, da sem maziljena, vedeti moram, da me je Bog poklical, vedeti moram, kdo sem v Kristusu in to ne samo v svoji glavi, ampak tudi v srcu. Naj se ti zgodi po tvoji veri. Jezus hoče za nas, da molimo in verujemo. Poskušajte razvozlati naslednjo osebo. Ko sem bil star 7 let, se je moja družina morala izseliti iz hiše zaradi tehničnih razlogov pri gradnji. Od 9. leta sem moral delati, da sem podpiral družino. Ko sem bil še zelo mlad in plah, mi je mati umrla. Z 22 leti sem izgubil delo kot trgovski pomočnik. Hotel sem se vpisati na pravo, vendar moja izobrazba ni bila dovolj. S 23 leti sem se zadolžil, da sem postal solastnik trgovine. Čez 3 leta je moj solastnik umrl in mi zapustil veliko dolgov. Leta in leta sem moral to odplačevati. Ko sem 4 leta dvoril v romantičnem razmerju dekletu, sem jo vprašal za roko in mi je rekla ne. 37 leti, potem ko sem že 3-krat poskušal, so me končno izbrali v kongres ZDA. 2 leti pozneje sem ponovno kandidiral in nisem uspel. Pri 41 letih sem imel bolečine pri srcu in sem bil v nesrečnem zakonu. Zbolel sem zaradi živčnega zloma, 4-letni sin mi je umrl. Naslednje leto sem kandidiral za podeželsko upravo in izgubil. Pri 45 sem kandidiral za senat in spet izgubil. Nekaj let pozneje sem kandidiral za podpredsednika in izgubil. Pri 49 letih sem ponovno kandidiral za senat in izgubil. Pri 51 so me izvolili za predsednika ZDA. Jaz sem Abraham Lincoln. Wow. Veste, jaz verjamem, da je on lahko vse to napravil samo zato, ker je bil povezan z Bogom in je vedel, kako zelo ga Bog ljubi. Poslušajte me, ko enkrat veste, ko se zares zavedate, da vas Bog ljubi, potem nimate nobenega problema, če padete, saj se boste lahko zopet pobrali. Ni pomembno, ali uspete ali ne, ali ste izbrani ali ne, ali padete, ali vstajate, padete in zopet stanete.
Kajti zavedate se, da vas Bog ljubi. Ne trudite se za izobrazbo, da bi vas Bog ljubil, kajti to že veste in nihče vam tega ne more vzeti. Veste, da je pomembno to, kar si mislite o sebi bolj, kot pa kaj si drugi mislijo o vas. To je naš ugled v nebesih, ki je veliko bolj pomemben, kot pa ugled tukaj na zemlji. Ne vem sicer o vas, vendar jaz hočem biti slavna v nebesih. To je veliko bolj pomembno, kot pa da bi bila slavna tukaj na zemlji. 1. Janezovo pismo 4:18. Ves ta teden smo govorili o strahu. Poglejmo sedaj besedilo. V ljubezni ni strahu. Groza ne obstaja. Ali se lahko tukaj ustavim? A vam lahko povem, da je groza zelo blizu strahu? Želim vas spodbuditi, da ko greste domov, želim, da izbrišete pojem groza iz svojega besednega zaklada. Ne gledajte v pomivalno korito polno umazane posode in recite, o, groza me je toliko posode. Bojim se iti nakupovat. Groza me pranja perila. Groza me plačevati svoje položnice. Groza me voziti v gneči, ko grem jutri na delo. Ne sedite tukaj in si mislite, o, bojim se voziti domov. Vem, nekateri si že mislite, o, to je bilo tako čudovito, zdaj pa me je kar groza iti domov. Raje recite, že imam to, kar potrebujem, imam to, da grem domov z zmago in dobro držo, lahko spremenim navade, lahko pomijem posodo, plačam položnice, lahko perem perilo, zmorem zamenjati plenice, lahko živim z moškim, ki ni čisto tam, kjer ja želim, da bi bil. Lahko storim vse, kar moram storiti po Kristusu, ki mi daje moč. Vse to sem že prejel. Dajte no, ne pripravite me, da stopim dol. Moč vere. Poglejte me, naj vam nekaj povem. Vi lahko verjamete v to, kar hočete verjeti. Če boste nekaj verjeli, je lahko tudi nekaj, kar vam bo pomagalo. To je čisto preprosto. Bolj enostavno je verjeti, da nekaj zmorete, kot pa da ne zmorete. Lažje je verjeti, da to ste, kot pa da niste. Sedaj poslušajte to. Poslušajte me. V Božji ekonomiji je vera vedno na prvem mestu. Počutje je za vero in tudi manifestacija sledi veri. Vera je vedno na prvem mestu. V veri vedno napravimo tisti korak. V tisto, kar še nismo čisto prepričani. V veri nismo nikoli popolnoma zavarovani, moramo tvegati. Vera ni nekaj statičnega, ampak v veri tvegamo, si izborimo možnost, kajti vera predstavlja nekaj, kar je v možnosti. Veste, če uporabim to, kar mi govorite včasih. Mislim to, da me imate radi, da me radi poslušate, ti si to, ti si ono, bla bla bla, zaradi tebe se je moje življenje spremenilo. Vi sploh nimate pojma, kako sem jaz v resnici plašna, normalna in povprečna. Mislim, včasih hodim okrog in nekdo me sreča in vzklikne, vi ste Joyce Meyer. O ja, seveda sem Joyce Meyer. Vendar veste, resnica je ta, da sem prav takšna kot vi. Vi ste kakor jaz. Mi vsi smo velika zmešnjava. Vendar Jezus živi v naši notranjosti in nam pravi, ti že imaš vse, kar potrebuješ. Če je kakšna razlika med mano in vami, in ni nujno, da je, vendar če je, zaradi tega, ker sem se odločila verovati. Vi se še mogoče niste čisto odločili. Vi lahko pometete zlomljeno preteklostjo, če se odločite in verujete, da vas nič ne more ustaviti, da bi imeli boljšo prihodnost. Vi ne morete samo poslušati tega, kar vam drugi pravijo. Ne morete prisluhniti le svojim čustvom, svojemu mišljenju, svojim lastnim izkušnjam. Bojujte se z mečem.
Borite se proti Satanu. Ves čas vam govorim, da izpovedujte Božjo besedo na glas. Ne vem, če ste se me že naveličali, da vedno na to namigujem, to me niti ne zanima, ker ne bom utihnila, moramo se naučiti, kako odgovarjati hudiču. Amen. Veste, ko greste domov, ne boste imeli samo najprijetnejše glasbe in svoje prijazne sestre, ki bi vas poslušala. Če sem čisto resnično odkrita, boste šli domov k isti zmešnjavi, kot je bila tam, ko ste odšli. Ne moremo kar zamahniti svojo magično roko nad vsako stvarjo. Vendar stvar je naslednja. Čeprav se še stvari morda niso spremenile, ste se vi že spremenili. Postali ste bolj močni, postali ste bolj pogumni in v sebi imate moč. Ljubezen ne pozna strahu. Popolna ljubezen strah prežene. Poglejmo 1. Janezovo pismo 4:18. V ljubezni ni strahu, bojazni ni več, temveč popolna ljubezen prežene strah in izžene vsako sled groze. Strah je namreč povezan s kaznijo. In kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. To pomeni, da še ni zrasel v izjemnost popolne ljubezni. Kaj to sploh pomeni? Če me je v življenju še vedno strah, potem to pomeni, da potrebujem globlje razodetje glede tega, kako zelo me Bog ljubi. To je resnica. Nič ni takšnega, kar bi se nam lahko zgodilo, da Bog ne bi deloval za naše dobro na en ali drug način, kakor dolgo mi verujemo. Naj vam sedaj nekaj povem. To je namreč pomembna stvar, da si zapomnite. Tako dolgo, kot vi verujete, Bog deluje. Rekla sem, tako dolgo, kot vi verujete, Bog deluje. Tako dolgo, kot vi verujete, Bog deluje. In če tam nekaj, česar ne bi smeli delati, ne dopustimo, da nam hudič ukrade našo vero. Naj vam še enkrat povem. V duhovnem svetu je posebna taktika. Satan uporablja taktiko in se že nekaj stoletij trudi in stvari so tako naravnane in nimajo drugega namena, ampak samo ta, da bi ljudje kratko in malo ne živeli po srcu, ampak le iz tega, kar mislijo svojo glavo in da ne bi več verovali. Vse stvari so mogoče njim, ki verujejo. Kakšno delo zahteva Bog od nas? Odgovor je v Janezovem evangeliju 6:29. Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Rada imam to. To mi je zelo všeč. Imela sem navado, da sem vedno nosila v svoji glavi to sporočilo. O, Bog, kaj hočeš, da storim? Bog, kaj hočeš, da storim? Kaj hočeš od mene, da storim? Gotovo bi se moje okoliščine izboljšale, če bi le našla pravo stvar, da jo naredim. A je še kdo tukaj? In potem sedi majhen hudiček na mojih ramenih in kriči na mojo uho. Kaj boš storila? Kaj boš storila? Kaj boš storila? In na to pridejo moji prijatelji. Kaj pa boš storila? Kaj pa boš storila? Veste, mi ne živimo iz tega, kaj bomo storili, ampak iz tega, kar je že storjeno. Dajte no. Jezus je rekel, dopolnjeno je. Ni rekel glede tega, kar moramo mi storiti. Seveda je res, da opravljamo dela, vendar jih ne opravljamo zato, da bi si pridobili Božjo naklonjenost, opravljamo jih zato, ker nas On že ljubi. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.